Zdravstveni dom Medvode že od leta 2002 organizira test hoje, preko katerega lahko občani preverijo raven svoje telesne pripravljenosti. Test je bil sprva organiziran v Goričanah, zadnjih nekaj let pa test izvajajo na Bonovcu. Test hoje je načeloma namenjen ljudem med 20 in 65 letom brez kroničnih obolenj, udeležujejo pa se ga tudi starejši. Letos se je testa udeležilo 30 ljudi, njihova povprečna starost pa je bila 56 let. Test hoje je sicer zelo pomemben, saj nam pove, kakšna je naša srčno-žilna zmogljivost oziroma koliko je naše telo zmogljivo. Uslužbenci zdravstvenega doma Medvode so tako na testu preverjali najrazličnejše parametre telesne zmogljivosti, preko katerih so udeležencem izračunali raven njihove telesne pripravljenosti. Preverja se tako, da se osebi izmeri pritisk, telesna teža, višina in pa potem puls, ki ga doseže po 2 kilometrih hoje. To se zapiše, obstaja formula, po kateri računalnik izračuna. In na ta način dobimo tudi potem parametre, po katerih lahko določamo telesno zmogljivost. Poleg testa so uslužbenci zdravstvenega doma Medvode za vse udeležence pripravili tudi 2 delavnici. Delavnico tehnik sproščanja in delavnico temeljnih postopkov oživljanja z AED. Danes smo pripravili tudi temeljne postopke oživljanja z AED. Aparatom v občini imamo kar nekaj, tako da je smiselno, da ljudje, tudi tisti, ki ne želijo hoditi, pridejo in se ponovno malo opolnomočijo v znanju temeljnih postopkov oživljanja. Hkrati smo pa ponudili tudi tehnike sproščanja pod krošnjami, ker vemo, da stres je naš vsakdanji spremljevalec. Kot je bilo že povedano, je bil glavni namen srečanja test hoje na 2 kilometra. Test je preprost. Udeleženci najprej izpolnijo vprašalnik o zdravstvenem stanju, prehodijo 2 kilometra, sledijo pa še meritve krvnega tlaka, srčnega utripa in ravni holesterola v krvi. Glede na podatke letošnjega testa je bilo 30% udeležencev nad povprečjem telesnih zmogljivosti za svojo starost, 30% povprečnih, 40% pa jih je bilo zmogljivih pod povprečjem za njihovo starost in spol. Prav tako zaskrbljujoče je to, da je kar 75% udeležencev imelo povišane vrednosti holesterola, od tega 1/4 močno povišane vrednosti, a to je žal za 21. stoletje vse bolj pogosto. Uslužbenci zdravstveno-vzgojnega centra ZD Medvode sicer teste opravljajo že vrsto let. Preko njih pa skušajo osveščati prebivalce o zdravem življenjskem slogu in aktivnostih za krepitev zdravja. A kot so povedali, se je obisk testov od koronskih časov naprej bistveno zmanjšal. Po koroni se definitivno pozna, da je obiskanost testa slabša. Mi si želimo to ponovno vzpostaviti, oživeti. Danes smo kljub slabi napovedi, vremenski napovedi, vseeno se odločili izpeljati, ker vemo, da ljudje to potrebujejo. Sam test, kako so pa ljudje telesno zmogljivi, boljše, slabše, vam zelo težko odgovorim, zaradi tega, ker bi bilo smiselno, da pridejo 2-krat na leto in na ta način bi potem jaz dobila tudi uvid v samo ali izboljšanje stanja ali poslabšanje. Kazalniki NIJZ sicer kažejo, da občina Medvode že več let spada med tako rekoč bolj zdrave občine. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka in zdravila za sladkorno bolezen, je nižji od slovenskega povprečja. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila v lanskem letu 1,5 oseb na 1000 prebivalcev, kar je za 1/4 manj kot je slovensko povprečje. Prav tako pa je bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev v Medvodah za 3 dni krajša od slovenskega povprečja, kar nakazuje, da prebivalci Medvod dobro skrbijo za svoje zdravje napram slovenskemu povprečju. Tečem 4-krat na teden, po 8 do 10 kilometrov, drugače pa zdaj sem začela delati še vaje za moč, tako da skrbim. Probam čim manj jest, pa ženo greva večkrat gor na Jakoba, pa Jeterbenk.
tako no, pa čim manj se sekirati. Zdravemu življenjskemu slogu pa seveda pomaga tudi reden obisk zdravnika oziroma vsaj obisk testa hoje, kjer, kot je bilo že omenjeno, uslužbenci zdravstveno-vzgojnega centra Medvode preverijo telesne zmogljivosti in, če je potrebno, predlagajo spremembe za bolj zdrav življenjski slog. Kot že omenjeno, test je brezplačen, odzivi udeležencev pa so zelo pozitivni. Poznam sestro Irmo in me je navdušila že lansko leto, da grem na dogodek. Malo sem bila skeptična, po dogodku sem bila pa prav navdušena. Bilo je super, tako res se mi zdi fajn, da dobiš malo tako en pogled v svoje stanje, ker žal ne hodim glih redno z zdravnikom vsako leto. In za to leto sem pač ponovno prišla in spet izvedba super. Fajn. Čeprav je bilo letos navkljub slabemu vremenu več udeležencev kot lansko leto, si uslužbenci zdravstveno-vzgojnega centra želijo v prihodnosti še številčnejšo udeležbo, tudi tistih, ki ne želijo preveriti svoje telesne zmogljivosti, ampak vseeno lahko na njihovih dogodkih ponovijo temeljne postopke oživljanja z AED. Zdravstveno-vzgojni center pogosto organizira podobne, brezplačne dogodke, zato vas vse lepo vabijo, da se jih v prihodnosti udeležite. Več informacij, kje in kdaj bodo organizirali dogodke, pa lahko najdete na njihovi Facebook strani Zdravstveno-vzgojni center Medvode ali na spletni strani Zdravstvenega doma Medvode.